Ali je predsednik Trump res imenoval Bibija Netanjahuja za jebeno norega? No, tako poroča Axios. Vendar pa imamo morda razlog, da verjamemo, da je bil del tega poročanja točen. Mark, povej mi, kaj si misliš o tem? Misliš, da mu je predsednik Trump res povedal svoje s kletvicami glede Libanona in ker poskuša skleniti dogovor z Iranom, ali ga vsaj skuša doseči? Tako da v mojih mislih ni nobenega dvoma. Čeprav ne morem potrditi in ne vem, ali je to res ali pa, veste, podrobnosti v poročilu Axios. Mislim, da je upravičeno domnevati, da je bil to težak pogovor. Pogovor, kjer se Netanjahu in Trump nista strinjala vsem. Ko sem bil pri Bipermintu, smo običajno rekli, da je bil to odkrit pogovor, ja? Ampak tokrat je bil očitno še posebej odkrit pogovor. In to zato, ker so Iranci očitno Američanom povedali, da če želijo, da se ti pogovori nadaljujejo, mora v Libanonu priti do popolne prekinitve ognja. Z drugimi besedami, združujejo ti dve vprašanje. In Netanjahu pravi, poslušajte, napada nas Hezbolah v Libanonu. Branili se bomo. Naš cilj je razgraditi Hezbolah kot vojaško organizacijo. Naš cilj je, kar je tudi cilj Amerike, da mora biti Hezbolah, ta iranska teroristična marioneta v Iranu, razgrajen. Zdaj Iran iz svojih razlogov, in razumemo zakaj, ker je to njihova marioneta, noče, da bi se to zgodilo. In Iranci dejansko pravijo Američanom očitno, ustavite Izrael pri tem. No, presenečenje. Naj vam nekaj povem. Čas je za igro dobrega in slabega policista. In danes, ali pa morda vedno, igram slabega policista. In naj vam povem, to mi ustreza. Res mi. Sem besna. In besna sem na nek način na oba voditelja. Zakaj? Ker verminoma razumem, zakaj mora Netanjahu slediti Trumpovemu vodstvu. Navsezadnje je Trump voditelj svobodnega sveta. Vendar, v redu, Trump v svoji objavi na Truth Social govori o pogajanjih. Rekel je tudi, da je imel odličen pogovor prek predstavnikov s Hezbolahom. Hezbolah je iranska podaljšana roka. Hezbolah je izstreljeval eksplozivne drone proti izraelske civiliste in vojake. In do zdaj smo to imenovali premirje, ki temelji na ameriškem premirju z Libanonom in tudi izraelskem. Seveda pa smo si pridržali pravico do napada, kadar smo zaznali teroristične grožnje, ki izhajajo z tega ozemlja. Tukaj je težava. Zakaj sem tudi jaz jezna na Netanjahuja? Ker ko po tistem telefonskem pogovoru in ne po tistem telefonskem pogovoru, predsednik Trump je na Truth Social tweetnil, da se je Netanjahu strinjal in da je obrnil izraelska letala, ker so bila namenjena v Bejrut, na operacijo v Bejrutu. Zdaj vemo, da to drži. Ta letala niso prispela v Bejrut, torej to vemo. Sploh ne vemo, ali so sploh vzletela. Ne vemo, ampak vemo, da je bilo napovedano, da bomo to storili, pa tega nismo storili. Prav. To pomeni, da je bilo to zdaj dogovorjeno. In zakaj? Medtem potekajo tako imenovani pogovori med libanonsko vlado in izraelsko vlado prek posrednikov v Washingtonu o mirovnem sporazumu med Libanonom in Izraelom. Ker naj bi, in vemo, da je to res, da je Hezbolah sovražnik obeh, tako Izraela kot Libanona. Popolnoma je prevzel Libanon. Kljub temu, libanonska vlada noče srečanja z Izraelom. Želi, da se Izrael umakne iz južnega Libanona. In tega ne razumem. Prav jezna sem na vse, ker veste kaj? Lahko gredo k vragu. Morali bi poklekniti na kolena in se zahvaliti Izraelu, ker opravlja delo, ki ga libanonska vojska noče, ali pa je prešibka, da bi ga opravila. Torej najprej, dovoljeno ti je biti jezen. Ampak mislim, da je tvoja jeza napačno usmerjena. Najprej, nekaj si povedal, kar bi moral povedati nekoliko bolj previdno. Libanonski predsednik noče srečanja z Netanjahujem. Ampak reči, da vladi med seboj ne komunicirata, ni res. Pogovarjali so se, imeli so že 4 ali 5 krogov pogovorov v Washingtonu na različnih ravneh in obstaja mirovni proces med Izraelom in Libanonom. In v bistvu je bilo to zelo dobro povedano, mislim, da včeraj v kongresu, strani državnega sekretarja Rubija, ki je dejal, da če Hezbolah ne bi bil tam, bi verjetno že bil mir med Izraelom in Libanonom.
In ni mejnega spora, ni resnega spora. Mi bi lahko zelo hitro sklenili mirovni dogovor. Problem Hezbolah kar samo še poudarja, zakaj mora biti Hezbolah odstranjen iz enačbe. Ker če odstranite Hezbolah iz enačbe, ne rešite samo izraelskega problema, ne rešite samo problema Zahoda. Ker je Hezbolah besen sovražnik zahodnih vrednot, zahodnih družb in zahodnih držav. Ampak naredite tudi ljudem v Libanonu uslugo. Osvobajate jih te iranske teroristične proksi sile, ki okupira njihovo državo. Druga stvar, ki se je zgodila, je, da je pred enim tednom Hezbolah odkrito pozval k strmoglavljanju libanonske vlade. Torej, nihče tukaj ne bi smel biti v dvomih. Hezbolah ni samo sovražnik Izraela in sovražnik Amerike. Hezbolah je sovražnik Libanona in libanonskega ljudstva. Predpostavimo, brez da bi sprejeli vse podrobnosti iz poročila Access, da je bil res težak pogovor med Netanjahujem in Trumpom. Rad bi vam povedal, veste, jaz sem tisti, ki je ljubiteljski zgodovinar, ja. Churchill je imel v drugi svetovni vojni neskončne prepire z Rooseveltom. O vseh mogočih vprašanjih. O času dneva D, o času operacije Torch, o tem, kje naj bi se invazija sploh zgodila. Ali naj bi res šli skozi Francijo, ali naj bi prišli skozi Grčijo in tako ustavili Ruse, da bi prišli v vzhodno Evropo. Vse te razlike so obstajale. In ko so se ljudje v njegovem kabinetu, britanskem kabinetu, pritoževali Churchillu glede tega, v kaj Američani silijo Britance, da Churchill bi rekel, veste, obstaja ena stvar, ki je slabša kot imeti opravka z zavezniki. In to je, da nimaš nobenih zaveznikov. In predsednik Trump je bil eden najboljših, če ne celo najboljši predsednik za Izrael. Bil je zanesljiv prijatelj. Samo na hitro bom preletel kratek seznam. Priznal je Jeruzalem kot glavno mesto Izraela in tja preselil ameriško veleposlaništvo. Priznal je izraelsko suverenost nad Golansko planoto. Orkestriral je Abrahamove mirovne sporazume in odigral ključno vlogo pri doseganju teh sporazumov. Izboljšal je vojaške odnose. Izboljšal je obveščevalne odnose. Seznam se nadaljuje in nadaljuje. Ta človek je prijatelj. Dejstvo, da vidi glavnega sovražnika Izraela kot sovražnika Amerike in je pripravljen nekaj storiti glede tega. Ne? Nikoli nismo imeli tako dobrega prijatelja v Beli hiši. Zato bi vas vprašal, ali je bolje imeti prijatelja, s katerim se včasih ne strinjamo? Ali pa je bolje, da takega prijatelja v Washingtonu nimamo? In seveda, bolje je imeti takega prijatelja. Za konec. In to je nekaj, česar ljudje, ki so proti Izraelu, preprosto ne razumejo. In hvala Bogu, da tega ne razumejo. Tisti ljudje v Washingtonu, ki mislijo, veste, na Izraelce morate priti z macolo, jim morate groziti in potem boste dobili, kar želite. Ne. Ko na Izrael pritisnete z macolo, Izraelci preprosto, veste, rečejo ne. Znajo reči ne. Znamo reči ne v Izraelu, če mislimo, da Američani do nas pristopajo na nepošten način. Kakšen je Netanjahujev problem s Trumpom? Da je Trump bil tako dober prijatelj in je stal ob strani Izraelu, nas ščitil v Združenih narodih, nam dal opremo, ki jo potrebujemo za vojno in tako naprej. Ko je tako dober prijatelj, mu to dejansko daje veliko večji vpliv nad nami. Je malo kot pri poročenem paru, kaj ne? Dve osebi se odločita, da bosta skupaj delili življenje. Vsak od njiju mora, zato da zakon deluje, da odnos deluje, narediti določene kompromise. Moram obiskati svojo taščo, čeprav morda tega ne želim. Ampak to je del tega, da so vsi zadovoljni. In če imate tesen odnos z Združenimi državami in Izrael ima tesen odnos, moramo biti pripravljeni upoštevati, ko predsednik Trump reče, da je čas za obisk tašče. V redu, poslušaj, strinjam se s tabo. In zato ni nikogar, ki bi bolj branil predsednika Trumpa in premierja Netanjahuja kot jaz. V svojih zapisih, v svojih intervjujih, v svojih pogovorih s prijatelji v tem podkastu, in zato sem zdaj tako besna in to, kar si rekla, je točno to, popuščanje. Absolutno. Veš, kdo more zdaj popuščati? Iran, Islamska republika, nenadoma po vseh teh neverjetnih zmagah, skupnih zmagah Združene države in Izrael, vojaške zmage, gospodarski pritisk, zmage vseh vrst in v Libanonu in v Gazi. Nenadoma je, poslušajmo, kaj imajo povedati tisti. Poslušajmo, kaj imajo povedati tisti islamistični morilci.
In oni pravijo, ne, najprej bomo podpisali memorandum o soglasju in v tem memorandumu o soglasju bomo narekovali pogoje. In potem, ko to podpišemo, bomo čakali 60 dni, še 60 dni premirja. Vse, kar počnejo, je, da se ponovno združujejo in obnavljajo. In spet, ena stvar, ki je Združene države ne razumejo, čeprav imajo dobre namene, je, da Bližnji vzhod ni zgolj kakršnakoli pogajanja, ni nepremičninska pogajanja. In v tem primeru imate zlobnega sovražnika, katerega cilj je, da vas izbriše, ne samo Izrael, ampak tudi Ameriko. Smrt Ameriki, smrt Izraelu. In Hezbolah je njegov proksi. Torej, Trump ne bi smel govoriti, imeli smo prijeten pogovor s Hezbolahom preko naših predstavnikov, da naj nehajo streljati. Ne. In mimogrede še ena stvar, in to je moja kritika ameriške vlade in moja kritika izraelske vlade. Ali to pomeni, pravzaprav smo slišali našega obrambnega ministra Izrael Katza pred nekaj večeri, ko je dal intervju in vprašali so ga prav o tem vprašanju med Washingtonom in Jeruzalemom. In kaj je rekel? Usklajeni smo. Spremenili smo enačbo. Enačba je bila prej taka in taka. In zdaj je enačba taka, da če nas napadejo, imamo pravico odgovoriti. Ne, oprostite. Če nas je 7. oktober česarkoli naučil, je to, da to, kar imenujemo nadzor, mora iti skozi okno in v smeti. In ne vem kaj. Ne šele, če nas napadajo. Ne, naj nas ubijejo, ko nas ubijejo. Potem imamo pravico odgovoriti. Kaj za vraga to pomeni? Ne, kar moramo storiti, je prevzeti pobudo. Prevzeti pobudo in uničiti teroristično infrastrukturo. Moramo jih premagati, kar smo bili na poti, da storimo. In to je tisto, kar je predsednik Trump počel v Iranu. In to je povezano. Ampak zdaj povezovati Iran in Hezbolah v Libanonu, kot da, v redu, ne moremo nadaljevati pogajanj z Iranom, če boste vi napadli Hezbolah v Libanonu. Tako sem, kot bi rekel Trump, prekleto jezna zaradi tega. Tako da ne bom uporabil tvojega jezika. To ni moj stil, saj ne javno. Ampak bom rekel to, Ruci Blum. Ignoriraš, kaj je bilo doseženo. In pogovoriva se tukaj posebej o Libanonu, prav? Pred 7. oktobrom 2023 so imeli Hezbolahove udarne enote Radvan, to je bil njihov Waffen-SS, njihova elitna morilska sila. Da, njihove elitne enote so bile tik ob naši meji. Izkopali so predore v Izrael. Bili so pripravljeni storiti to, kar je Hamas storil nam na jugu, bi lahko storili nam na severu. Imeli so na 10.000, mislim, da je bila številka 150.000 raket usmerjenih na izraelska naseljena območja. Bili so sovražnik. In Izrael, bodimo iskreni, Izrael, ker smo vedeli, da bi bila vojna s Hezbolahom zelo, zelo težka, Izrael je bil zelo zadržan, da bi vznemiril razmere. Zelo. In bil je poseben incident, spomnim se ga iz mesecev pred vojno, ko je Hezbolah postavil šotor na naši strani meje. In ali naj ga Izrael odstrani ali ne. In vse se je vrtelo okoli šotora na meji. In ubili so nekaj ljudi, ja. In ali je res vredno začeti veliko vojno zaradi majhne, provokacije. Kje smo danes? Prav? Izraelske sile so povsod po južnem Libanonu, onkraj reke Litani. V zadnjih nekaj tednih smo dobesedno ubili na stotine teroristov Hezbolaha, borcev Hezbolaha, poveljnikov Hezbolaha. Uničili smo infrastrukturo Hezbolaha. Močno smo jih udarili. Zelo močno smo jih udarili. Kot vojaška sila. Hezbolah je le delček, majhen delček tega, kar je bil pred 3 leti ob tem času. Ker Izrael Hezbolah počasi, a zanesljivo vse bolj slabi. Eden od razlogov, zakaj lahko libanonska vlada zdaj izreka stvari, ki jih v preteklosti ni, je ta, da je Hezbolah precej šibkejši. Mislim, v preteklosti, če bi libanonski predsednik rekel, da bo začel pogajanja z Izraelom, kot to zdaj vidimo v Washingtonu, bi ga Hezbolah takoj ubil. To je resnica. Torej, Hezbolah je še vedno tam. Hezbolah je še vedno nevaren. Hezbolah je še vedno zloben. Hezbolah še vedno ima orožje.
Vendar je to le delček tega, kar je bil nekoč. In to je velika izraelska zmaga, ki ustvarja politični potencial, saj je, kot veste, Hezbolah vedno veljal za zelo močnega, libanonska država pa za zelo šibko. Toda zaradi tega, kar počne Izrael, je Hezbolah oslabljen. Tako je v primerjavi z njim libanonska država pridobila na moči. Amerika sodeluje s tem novim libanonskim vodstvom. In možno je, da bo moral Izrael še vedno izvesti dodatne vojaške ukrepe. A počasi, a zanesljivo se pravila igre v Libanonu spreminjajo, v prid Izraela, v prid Amerike in, kar je najpomembneje, na mnoge načine v korist libanonskega ljudstva, ki bo končno dobilo svojo državo nazaj. V redu, strinjam se z vsako besedo, ki ste jo pravkar izrekli. In zato sem še posebej jezna. Ker z vsem tem napredkom in našim genijem, operacijo s pozivniki in vsakim umorom, vodstvom, z enako neverjetnimi operacijami znotraj Irana in z atentati na vse največje morilce in tako dalje, smo dosegli neverjeten napredek. Vse, kar si rekla, je popolnoma res. Torej bomo zdaj izgubili zagon. Zdaj jim bomo dovolili, tem ščurkom, tem terorističnim ščurkom, da se ponovno postavijo na noge. In poslušaj, ti in jaz obe veva, da islamisti, dokler lahko preživijo, dokler lahko zadnji preživi, se imajo za zmagovalce in se tako tudi obnašajo. In najslabše, kar lahko narediš v takšni situaciji, je reči: v redu, pogajamo se. Ne. Prosiš, se predaš in potem te ne bomo več ubijali. Prav, se predaš in potem ne bomo več uničevali tvojega gospodarstva. Se predaš in dovoliš svojim ljudem, da so svobodni v Iranu in v Libanonu. In potem boš nagrajen, ne prej. In ta premirja, to so najslabše možne stvari. Zdaj, ni nujno, da mislim, da je potrebno več vojaškega ukrepanja. Mogoče ne, v redu, mogoče je potreben večji gospodarski pritisk. Tukaj jaz ne določam politike. Ampak predsednik Trump je rekel, brez jedrskega orožja, brez urana, obogatenega urana. In tako, mimogrede, je v intervjuju s svojo snaho na Fox News v soboto zvečer rekel, da so se že dogovorili, da ne bodo gradili jedrskega orožja in, mimogrede, da ga tudi ne bodo kupovali. Kako bi po vašem mnenju izgledal dober dogovor? No, najprej ni dogovora, ki bi bil dovolj dober, ker bodo mediji o tem poročali. In mi sklepamo odličen dogovor, naredili ga bomo odličnega, če ne, se bomo preprosto vrnili in to končali vojaško. Ampak to bi šlo hitreje. Verjetno je bolje z vidika človečnosti. Tudi nekaj lepega je v tem. Veš, rešiš veliko življenj. Ne glede na to, ali je to druga stran ali ne, rešiš veliko življenj. Ampak smo blizu zelo dobrega dogovora. In če ga lahko naredimo dobrega, sicer pa preprosto začnemo z vojno opcijo, kot mu pravimo. Raje bi dosegel dogovor, ker lahko ožino odpremo takoj po podpisu. Ena zagotovitev, ki jo moram imeti, je, da ne bo jedrskega orožja. S tem so se strinjali. In bilo je zelo zanimivo. Sprva so rekli, da ne bodo razvijali jedrskega orožja. Rekel sem, kaj pa, če kupite jedrsko orožje? Tako zdaj piše, da ne bomo razvijali ali na kakršenkoli način kupili vojaškega orožja. To je velika razlika. Torej, vidite, to smo že dobili od njih. Ne? Vedno so zanikali, da želijo jedrsko orožje. Iranski režim je vedno trdil, da želi jedrsko energijo le za miroljubne namene. Zdaj, seveda je to laž in vemo, da je laž in tako naprej. In Trump tudi ve, da je to laž. Zato tega ne upoštevajte kot del koncesij v memorandumu o soglasju, ki bi jim lahko omogočil sprostitev zamrznenih sredstev ali kaj podobnega. Poanta je, da je vse, kar si rekla, 100% res. To ni čas, da se ustavimo in rečemo, v redu, torej te močne vojske, Izrael in Združene države. Mimogrede, Iran je v zadnjih nekaj dneh in včeraj napadal Kuvajt in Bahrajn. Napadal je zaliv. In zakaj to počnejo? Vemo, zakaj to počnejo, ker želijo, da te države rečejo Trumpu, v redu, nehaj že. Samo skleni dogovor z njimi, ker vidijo, da Trump dejansko ne ukrepa. Res je, ZDA so prestregle rakete in se borijo. Ampak kaj za vraga, oprosti, Mark? Napada jih Iran, medtem ko so v pogajanjih z njimi in Hezbolahom. Oprosti, to je povod za vojno, če sem ga kdaj videla. Torej je res, da Iranci napadajo tarče po vsem zalivu.
Ampak bodimo iskreni, tudi Američani niso ravno miroljubni. Ko vidijo, da Iranci počnejo nekaj, kar jim ni všeč, ukrepajo in potopijo iransko ladjo ali napadejo iransko tarčo. In to počnejo po vsem zalivu. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno vojno izčrpavanja ali nizkointenzivno spopadanje, ki se nenehno dogaja v zalivu, skupaj z gospodarskim pritiskom in blokado, ki še vedno traja. In vsak dan je Iran šibkejši. Vsak dan imajo manj denarja za porabo. In tam so težave. In enako je v Libanonu s Hezbolahom, ki preživlja najtežje obdobje v zgodovini organizacije Hezbolah. Njihovo najtežje obdobje. In če pogledate notranje razmere v Libanonu, je krščanska skupnost v Libanonu proti Hezbolahu. To je neverjetno. In to je dobro, da je sunitska muslimanska skupnost proti Hezbolahu. Odlično. Da je skupnost druzov proti Hezbolahu. To je odlično. Ampak prava revolucija je, da šiitska skupnost, ki je bila prej, domača baza Hezbolaha, so lahko računali na 100% ali skoraj 100% podporo. Vsa nedavna poročila kažejo, in suniti, šiiti, predstavljajo okoli 40% libanonskega prebivalstva, da se podpora Hezbolahu v njegovi domači bazi močno krha. Da vedno več šiitov vstaja in pravi, Hezbolah moraš s tem prenehati. Hezbolah ne služiš več nobenemu namenu. Hezbolah prinašaš več bolečine šiitski skupnosti kot pa koristi. In to je zaradi vojaških akcij Izraela. In morda bomo morali s tem nadaljevati, ampak pravim, da naš pritisk in politična situacija se gibljeta v pozitivni smer. In morali bi biti, kar hočem povedati, je včasih, mislim, da je bil to Lenin v bolševistični revoluciji, enkrat sem na našem podcastu citiral Trotskega. In tokrat bom citiral ustanovitelja, očeta sovjetske države. Rekel je, en korak nazaj, dva koraka naprej. Z drugimi besedami, lahko se taktično umakneš, da napreduješ in dosežeš svoj cilj. In mislim, da tako Netanjahu vidi situacijo, na tej ravni. Tukaj bo popustil in tako tudi s Trumpom, kaj ne? Ampak ideja je, da imaš cilj vedno pred očmi in ga dosežeš. In tukaj bi rad povedal še eno zadnjo stvar. Definitivno ne Netanjahu, ampak Trump. Vsakič, ko je odprl usta in govoril o iranskem vodstvu, je govoril o iranskem vodstvu na način, kot ga nista ne Biden, ne Obama, ne George W. Bush. Oni so bili vedno veliko bolj vljudni. On jih je imenoval, Trump jih je imenoval fanatiki, jih je imenoval nori, jih je imenoval morilski kult, mislim. Mislim, da Trump nima iluzij o tem, s kom ima opravka. Morda so jih imeli drugi ameriški voditelji. Trump teh iluzij nima. In mislim, da je res, da je bil, nepremičninski razvijalec, prednje šel v politiko. Upam pa, da mu to daje pogajalske veščine, da doseže najboljši možni izid v tej trenutni, vojni proti Iranu. Mislim, da ima potencial za to. Še vedno, čeprav je po poročanju Axios žalil mojega predsednika vlade in mojo državo. Ja. Še vedno bi. Sem optimističen, da se bo ta celotna kriza z Iranom izkazala za dobro za Izrael, dobro za Ameriko, dobro za svet in morda celo dobro za ljudi v Iranu. No, zagotovo upam, da bo tako. In en optimističen znak je, da je v preteklosti vsakič, ko je Axios objavil neko smešno poročilo o tem, kako sta Washington in Jeruzalem v bistvu sovražnika, takoj zatem sledila na primer 12-dnevna vojna. In potem je bil še 28. februarja, ko je bila skupna operacija v Iranu. Tako da je dejansko mogoče, da se dogaja nekaj, o čemer ti in jaz, priznam, nimava pojma. In samo zato, ker Trump reče to ali ono, nas včasih zavaja. Morda pa ne, ne vemo. In presenetljivo malo je informacij, ki bi pricurljale v javnost. Poročilo Axios pravzaprav ni bilo. Je le uhajanje informacij, če je pogovor dejansko potekal. Drugače je to laž, ne pa uhajanje informacij. Mislim, lahko v javnost pride izmišljena zgodba, kdorkoli jo je dal ven, ampak bom rekla, res upam, da imaš prav. In vse to samo pravim, da nimam nobenega problema s tem, da Netanjahu naredi kakšne ustupke Trumpu. Imam pa problem s tem, da Trump in Netanjahu delata ustupke Teheranu, Hezbolahu, Hamasu, Fatahu. To je velika razlika, ko rečeš mož in žena.
Prav, to ni isto. Moramo biti izjemno previdni, ker vsaka napaka, ki jo naredimo v smeri popuščanja, nas lahko veliko stane. Ali pa bi rekla, da so preračunana tveganja s temi sovražniki neposredno pripeljala do pokola 7. oktobra. In ne vem, kdaj si bomo sploh opomogli od tega. Prav. Zdaj bom odgovoril na to, rad bi se vrnil k pogovoru med Trumpom in Netanjahujem, ki je bil na nek način razkrit, oziroma ni bil razkrit, ampak Axios je objavil to poročilo, da je bil pogovor posebej oster. Je to prava beseda? Oster, posebej grob jezik. In na nek način paradoksalno morda to koristi obema voditeljema. In rad bi razložil, zakaj. Seveda, veste, Iranci bi tradicionalno mislili, da če se Izrael in Amerika prepirata, je to dobro za njih. Čeprav jih morda danes skrbi to, kar ste rekli, da so zadnjič, ko so imeli poročila o tem, da se ameriški in izraelski voditelji prepirajo, bili nenadoma napadeni naslednji dan. Tako da upam, da tudi oni razmišljajo tako. Ampak z vidika Trumpa, veste, če pride do uhajanja informacij ali novic, da je bil do Netanjahuja strog, je to dobro za Trumpa. Kaže, da zna voditi. Kritizirajo ga različni ljudje, ki Izraela ne marajo posebej. Pravijo, da ga Netanjahu vleče za nos in da je kot Netanjahujev psiček. Zdaj pa svetu, Ameriki in svoji bazi dokazuje nasprotno. On daje navodila in Netanjahuju pove, kaj lahko naredi. Kaj ne? In za Trumpa je to dobro. Paradoksalno je morda ta pogovor dober tudi za Netanjahuja. Ker so v zadnjih 2-3 tednih vsi rekli Netanjahuju, njegova opozicija, ja, Lapid in Bennett in Eisenkot, vsi te ljudje in Lieberman, ki želijo zamenjati Netanjahuja kot predsednika vlade, ja, na prihajajočih volitvah. Ampak pravijo, Netanjahu je postal Trumpova lutka. Postaja Trumpov suženj. Da Trump reče Netanjahuju, skoči. In Netanjahu odgovori, kako visoko. In da Izraelu veže roke in da smo postali vazalna država. In predsednik vlade Izraela je vodja vazalne države in unet vazal. In ker je Trump tako dober prijatelj Izraela, Izrael nima druge izbire, kot da sprejme točno to, kar nam reče, kaj ne? In potem Trump Netanjahuju pomaga tudi pri pravnih zadevah in drugih stvarih. Tako je Netanjahu postal ta nemočen voditelj, ki ne more zaščititi ključnih interesov Izraela. To je pripoved opozicije. Torej, poročila o tem, da imata Trump in Netanjahu drugačen pogovor, so dobra za Trumpa, ker lahko Trump reče, jaz vodim igro, kaj ne. Nihče mi ne govori, kaj naj naredim. Jaz vodim. Ampak Netanjahu lahko obvešča izraelske novinarje in pove izraelskemu narodu. Poslušajte, Trump je odličen prijatelj, ampak ko je treba, se zavzamem za izraelske interese. Tako da je paradoksalno to poročilo Axios, za katero vsaj v Izraelu zelo visoki uradniki pravijo, da so preverili zgodbo in pravijo, da zgodba ni točna. Netočna, napačna. Niso rekli, da gre za lažne novice. Niso rekli, da gre za lažne novice. Rekli so, da je bila netočna. Kar pa lahko pomeni, da je bil pogovor napet in da Trump morda ni uporabil besede na F, zato je zgodba netočna, kaj ne? Veš, Netanjahu nikoli ne uporablja besede na F. Poznaš ga že dolgo in moram reči, da Netanjahu nikoli, še nikoli ga nisem slišala uporabiti besede na F ali primerljive hebrejske besede. On je zelo zadržan in dostojanstven v svojem vedenju, medtem ko se Trump sprosti. Prav imaš, bil je nepremičninski razvijalec v New Yorku in njegov jezik to odraža. In to je včasih tudi zelo osvežujoče, ampak zagotovo Netanjahu ni rekel ničesar takega, ne glede na to, kako strog je bil ali ni bil v pogovoru, vemo, da ni preklinjal. Ampak stvar je taka, Mark, vse, kar praviš, je res, razen tega, da spet govoriš o vsej tej geostrategiji. Upoštevati moraš, da geopolitika ni enaka v vsaki situaciji. Ni enaka kot Sovjetsko zvezo. Veš, pokojni veliki Bernard Lewis je pogosto rekel, da to ni isto kot vzajemno zagotovljeno uničenje med Ameriko in Sovjetsko zvezo. Zakaj? Zato, ker islamisti, režim v Teheranu, zato ne skrbijo. Režim v Teheranu bi z veseljem in tudi žrtvuje vse svoje ljudi, da bi 12. imam prišel v raj ali karkoli že. In to smo videli. In nimajo nobenega problema pobijati svojih ljudi, tistih ljudi, ki so se zanašali na Trumpa. In Trump je rekel, da pomoč prihaja.
Naj povem še eno stvar. In pomembno je, da to povem, še posebej zahodnjakom, ki jih res oblikujejo gibanje MeToo in podobne stvari. Ali veste, da revolucionarna garda in milice Basić, ena od stvari, ki jih počnejo ženskam, je, da jih posilijo. Ženske zapornice in ženske, preden jih ubijajo, jih posilijo, da ne morejo v raj. Torej, po smrti. V redu, to je praksa med temi, rekla bi živalmi, ampak živali niso krive za krutost. Živali imajo pač svojo naravo. Kar poskušam povedati je, da ne morete uporabiti iste geopolitične strategije z islamisti, kot jo uporabljate. Zato, kadarkoli Trump reče, poglejte Venezuelo, poglejte, kaj smo naredili. Preprosto smo šli noter, to smo naredili. Venezuela niso islamisti. Tega ne morete primerjati s tem. In jaz samo upam, da strokovnjaki za Bližnji vzhod, mimogrede, leta 1979, ko so ti ljudje prevzeli Iran, je bila ena od ameriških težav CIA. Nihče ni znal farsija, nihče ni vedel, kaj se tam dogaja. To je bila njihova zamisel. Imeli so veliko, podobno kot 7. oktobra. Kot da bi se Jimmy Carter nekega dne zbudil in rekel: kaj? Na mojem veleposlaništvu so zajeli talce. Kaj lahko storim glede tega? V redu. Poskušam ti povedati, da se moramo naučiti, kot pravi Trump, 47 let že vlečejo Zahod za nos, hkrati pa ubijajo svoje lastne ljudi, jih klajo. In ti ljudje so razočarani nad predsednikom Trumpom. In jih razumem. Torej smo že pol ure v našem podkastu in zaključili bomo z delom o izraelski politiki. In to je, da še vedno nimamo dokončnega datuma za volitve. Vemo, da bodo volitve bodisi septembra ali oktobra, vendar dokončen datum še ni bil določen. Mislili smo prejšnji teden, da bomo morda do tega tedna, ko se srečamo, že imeli dokončen datum, pa ga še nimamo. Predvidevam, da ga bomo morali imeti do naslednjega tedna. Vendar je jasno, ker se ustavna situacija spremeni, ko je določen datum volitev. In koalicija je pospešeno sprejemala zakonodajo, da bi jo sprejela še pred razpustitvijo parlamenta, ko gremo na volitve. In to so pospešeno izvajali, pri čemer so se predvsem osredotočili na vprašanje pravosodne reforme, ki je bila v Izraelu velika tema tik pred 7. oktobrom. Ruti, v kratkem času, ki nam je še ostal, bi želeli kaj povedati o tem? No, rada bi povedala, da verjamem, da bo pravosodna reforma eno ključnih vprašanj na teh volitvah, ker je bilo prej vedno v ospredju vprašanje palestinske državnosti. Na kateri strani tega vprašanja ste vi? Pred davnim časom je bilo tako, zdaj pa tega ni več. Celo levičarji o tem ne govorijo več, ker, veste, Palestinci nikoli ne zamudijo priložnosti, da zamudijo priložnost. Jaz osebno verjamem, da bo pravosodna reforma tukaj ključno vprašanje. Kaj pa vi mislite? Mislim, res je, to bo v ospredju, ker resnično deli obe strani. Palestinsko vprašanje ne deli več. Včasih je delilo izraelsko družbo. Danes, kot ste pravilno povedali, levica o tem noče govoriti. Mislim, če jih prisilite, da govorijo o tem, bodo rekli ja, ampak to ni med njihovimi glavnimi poudarki. Ni del njihove kampanje. In povedal vam bom zgodbo. In s tem bomo morda zaključili naše oddajanje. Pred zadnjimi volitvami smo imeli naše zadnje volitve. Bilo je leta 22, decembra 22. Da. In vlada je bila oblikovana na začetku 23, pravilno? Spomnim se, da je bilo, bilo je, volitve so bile novembra 2022 in vlada je bila oblikovana konec decembra 2022. Tako se spomnim in to je dobra zgodba in jo delim z vami, ter z našimi gledalci in poslušalci in lahko mi kasneje povedo, če jim je zgodba všeč ali ne. Živel sem tam, kjer zdaj živim, v Modinu, in bil sem pri semaforju, ko se priključiš na glavno cesto za Tel Aviv. In Meretz, to je tista leva, zelo mirovniška stranka, povezana z Oslom, mir, zdaj veste, rešitev dveh držav, so delili rdeče vrtnice vsem voznikom, ki so čakali, da se semafor spremeni. In na eni vrtnici, ki si jo dobil, ne vem, koliko so morali plačati za vrtnico, ampak mogoče so dobili kakšnega kmeta iz kakšnega levega kibuca, da jim je dal popust. Ja. In bilo je 5 razlogov, če se prav spomnim, morda jih je bilo 6, ampak bilo je več razlogov, zakaj bi morali glasovati za Meretz. In razlog številka 1 je bil, ker se moramo znebiti Netanjahuja. Seveda oni se želijo znebiti Netanjahuja. Razlog številka 2 je bil, da moramo zagotoviti, da ima LGBTQ skupnost v Izraelu polno enakopravnost.
Razlog številka 3 so bile pravice žensk. Razlog številka 4. Moramo se boriti proti verski prisili. Razlog številka 5 je, da moramo braniti vladavino prava in izraelsko liberalno demokracijo. In tako naprej. Ničjer na vrtnici ni pisalo rešitev dveh držav, palestinska državnost. In ko levica o tem noče govoriti v svoji volilni propagandi. Prijateljem Palestincev v tujini bi rekel, ne norim antisemiti, ampak ljudem, ki so naklonjeni palestinskim težnjam. Vprašal bi vas, da so ljudje kot je Netanjahu vedno zelo skeptični do Palestincev. Prav, v redu. Ampak ko izraelska levica, ljudje, ki so nekoč zagovarjali Oslo, rešitev dveh držav in spravo, Ko o tem nočejo govoriti, ko so Palestinci izgubili izraelsko levico, kaj so Palestinci naredili? In vse to, zgodba z vrtnico na semaforju, to je bilo pred 7. oktobrom, pomislite, koliko bolj se je to poudarjalo od takrat naprej. Absolutno. No, do naslednjega tedna in upajmo, da bomo imeli, ne vem, dobre novice naslednji teden na vseh področjih. Upam, da